tale vod. Kot že omenjeno smo s kolegom Janom Sotičem z Pokrajinskega arhiva Koper danes posvetila predstavitev enega zelo zanimivega dela naše fotografske dediščine, ki je povezano na eno izjemno pomembno industrijsko podjetje iz naše polpretekle zgodovine, torej na tovarno Tomos iz Kopra, ki je bilo sicer ustanovljeno v sredini 50-ih let kot tovarna motorjev Sežana, ampak zares zaživelo šele po preselitvi v predmestje, takrat še zeleno predmestje Kopra in po dograditvi te tovarne, ki jo vidimo tudi tukaj na fotografiji leta 1959. Kot bomo videli v nadaljevanju, se pravi, beseda dediščina Tomosa na nek način precejšnjega pomena za našo tehniško industrijsko zgodovino in da imamo v bistvu v primeru Tomosa, kako rečemo, srečo, da so ohranjeni tako predmeti, da se ohranja tako opisna dokumentacija in da se je ohranila, bomo videli kasneje, po nekem srečnem naključju, seveda tudi izjemno pomembna fotografska dokumentacija, ki je nastajala v desetletjih delovanja te tovarne. Torej, samo nekaj podatkov za začetek, preden gremo naprej, to, da si predstavljamo veličino, pa industrijsko veličino nekdanjega podjetja Tomos, recimo po podatkih, ki so bili objavljeni pred 2 letoma, je Tomos proizvedel 2 milijona 600 dvokoles, 450 tisoč izvenkrvnih motorjev in pa preko 30 tisoč avtomobilov in se seveda s temi številkami opisal v zgodovino. Poleg tega pa je, kot bomo videli, proizvedel v sklopu svoje propagandne službe oziroma fotoslužbe tudi okrog 50 tisoč posnetkov dokumentarnih, promocijskih, ki seveda pričajo o zgodovini te tovarne in ki tem predmetom, ki so se ohranili, dajo neko dodatno informacijsko vrednost. Če se samo na kratko sprehodimo z tega našega muzejskega vidika, recimo lahko spremljamo razvoj motošporta v kategoriji do 50 kubičnih centimetrov na Slovenskem. Imamo ohranjeno fotografijo prve tovrstne dirke iz Portoroža leta 1959 in pa eksponat zgoraj, ki ga hranimo kot edinega še ohranjenega v Tehniškem muzeju Slovenije. Spremljamo recimo take propagandne pohode, ki jih je Tomos organiziral po zgledu ostalih firm. Recimo vidimo popotnika Staneta Tavčarja na 14 tisoč kilometrski poti skozi Saharo na Tomosovem kolibriju in seveda to je fotoslužba s pridom izkoristila tudi za reklamiranje svojih lastnih izdelkov. Skozi to bogato fototeko spremljamo seveda tudi razvoj proizvodnje avtomobilov na Slovenskem, recimo po licenci francoskega Citroena, ne so v Kopru dolga leta nastajali vsem poznani spački, preden se je leta 1972 ustanovilo posebno podjetje Cimos, ki je bila produkcija avtomobilov nadaljevana. Skozi fotoslužbo seveda spremljamo tudi ne samo razvoj produktov, ne samo razvoj izdelkov, ampak tudi neke pomembne obiske družabno življenje, ki se je odvijalo v sklopu tovarne. Recimo en tak zanimiv posnetek obiska etiopskega cesarja Haile Selassija, ki so mu seveda gostitelji s ponosom pokazali novo odprto tovarno v Kopru, ki so se pa pogledali začenem zanimivem eksponatu, ki je ohranjen v Tehniški muzej Slovenije, torej v Rolls-Royce Silver Ray. Seveda poleg samih izdelkov in produktov pa je, pardon, gremo še eno nazaj, malo počasno zelo, pa je seveda pomembno ta fond teh 50 tisoč posnetkov tudi z vidika dokumentiranja samih stavb. Če smo rekli, da imajo recimo danes izdelki, ki jih je tovarna proizvajala skozi muzejsko dejavnost, status, se pravi spomenika nacionalnega pomena, same stavbe, same produkcijske obrate, seveda te zaščite nimajo in so z vidika tega te fotografije tudi zelo dobrodošle. Torej, da lahko nekaj teh stavb namreč že porušenih dokumentiramo tudi samo arhitekturo, ki je spremljala to bogato industrijsko dejavnost v Kopru. Tukaj imamo pogled z tovarniške menze na glavno tovarno, zdaj imamo kolibrije na ospredju. In pa, da zaključim svoj del, preden besedo prepustim kolegu Janu,
Še ena zelo zanimiva fotografija, ki je pa nastala leta 1960 in sicer prikazuje oddelek razvoja dokoles, torej prostor, v katerem so nastajali novi produkti, kjer so se dogajale tudi inovacije, ki jih ima Tomos v svoji zgodovini kar precej registriranih in je v bistvu bila posneta v prostoru inštituta, nekdanjega podjetja. Stavbe ni več, zato pravim, da je fotografija dragocena. Na mestu, porušili so jo nekaj let nazaj, na tem mestu zdaj stoji supermarket italijanske blagovne znamke in ravno rušitev tega objekta je pa v bistvu bila začetek enega našega zelo zanimivega sodelovanja, torej kjer smo se povezali Tehniški muzej Slovenije pa Pokrajinski arhiv Koper, tukaj naprej pa Jan prevzema štiri. Si že povedal, kaj se nas stopiti? Če ni problem ostalo v skoristni situacijo, ne da to predavanje pozdravljajo tudi moje mene. Ne, če sem čuje, ja. Ok. Zdaj, zakaj so dejansko dva na enem predavanju, ne, namreč Pokrajinski arhiv Koper do leta 2022, ko so nas vprašali uporabniki, če imamo karkoli na temo Tomosa, je bil odgovor, pač nimamo, ker je 1. januarja tudi 4 zgorel v požaru, ne, se pa kar nekaj hitro glasila. Mi bomo rušili bivši inštitut, to je slika tam zgoraj, pravzaprav, ker so premestili tudi arhiv in ko smo prvi novici, smo našli čuda, približno, jaz sem rekel, 500 milijona, nekje na pol rečeno, tehnične dokumentacije, ki je bila originalno značena 16 številkami, tako so pač označevali, kosovnicami in raznimi. 2 tedna imate čas, pravite, na suho, ker dejansko stanje bo katastrofalno, tako vidite. Nastal je arhivski fond tovarne Tomos, to besedno v novem dnevu, in smo se postavili cilj pravzaprav, da sistematično uredimo. Zdaj, to je še nekaj status quo, zakaj, ker dejansko naš arhiv Koper je nabito poln in imamo prostora za 80 boksov, velikih približno 50-70 in se trenutno nahaja v skladišču Srednje tehničke šole Koper, ki so pomagali skupaj s dijaki reševati iz Tomosa, ki je dejansko v sosednji objekti, dejansko tam nastaja. Sledi digitalizacija gradiva, tukaj potem nastalo to sodelovanje med Pokrajinskim arhivom Koper in pa Tehniškim muzejem Slovenije, ker dejansko oni tudi imajo to potrebo ful bogato, zelo, izredno, ki tudi leta 97 moralo romati iz kontejnera in nekdani zaposleni so nam povedali zgodbo, da dejansko so skočili v kontejner in jo ukradali. In dejansko začelo to sodelovanje med nami, kjer so fototeka bivše fotoslužbe Tomosa dejansko obogotila to je že tako 500 milijonsko arhivsko gradivo, ki ga imamo. In seveda sledila bo promocija in seznanje širši javnosti pravzaprav vodnih projektov. Je pa projekt, ki bi sigurno to vložil. Od leta 2022 je z bivšim vodstvom Tehničkega muzeja pa nas smo se dogovorili, da bi mi digitalizirali in seveda podatek, ki nas signalno schemo je bil, da imajo 50 000 negativov teh pozitivov. To je bilo. Do take mere je bilo cifra, da smo uspeli po 3 letih skuriti no-skener, seveda vodstvo ni bilo najbolj zadovoljno, Sledilo je seveda obrazložitev, da smo dobili no-skener, ki je bil eno dražje. Ja, lahko pa že zvonim. Letno, mi trenutno imamo 9434 digitizatov, če ga celo skupaj 50 000, to bo projekt, ki bo trajal še kar nekaj. Problem je tudi hramba, tako vidite, da smo na dobrih 800 gigabajtov prostora, to je zato, ker mi moramo po standardnih arhivskih skenirati arhivsko gradivo v TIFF formatu, tako je, da en sken je približno 40 do 50 do 60 megabajtov, kar počasni postopek digitalizacije in pridemo potem do nove, težave, je pa podatki, metapodatki. Problem je, ker dejansko to negradivo tehnično pač negativi, diapozitivi niso nikoli ustrezno popisani, ni nobenega seznama, sledili so nekim njihovim načelom, njihovim oznakam, ki jih treba po domačo povedano dešifrirati. In tukaj si pomagam pravzaprav z znanimi, ki imajo druge inštitucije poleg naših, predvsem, kar je mogoče ta sreča na sreči,
da je zgodba Tomosa relativno mlada in imamo na razpolago še zmeraj delavce, ki so tam delali. Dejansko tukaj pa smo dobili predvsem dosti znanje. Težave so potem manjkajoči podatki, recimo predvsem vsebina. Ko imamo promocijske slike, vidimo določen model motorja, mopeda ali izdelka, približno greš umestiti, ampak ko imaš pa nekaj zadeva, ki je slika na, bom rekel, random, je pa težko ugotoviti in pa seveda manjka tudi podatek avtorstva, ali sploh je, ali je to v sklopu filmne takrat, Tako pa zgleda, dejansko kar smo uspeli digitalizirati, smo dali na Vačo, to je virtualna arhivska čitalnica, kjer dejansko se potem zapustili, kako bi bilo hranjeno, postavljeno, tako da če bi bilo hotel dobiti pogledno kopijo, recimo, ki jo vidim na papirni strani, ali denar, so kontaktirali, da naredijo tudi boljši smer, da lahko se naredi boljšega, ne. In vsaka datoteka, to je vsaka ta serija ima potem tudi razvidno, kaj je dejansko bilo. Model, formatov različnih, poteka, celo polaroidni, celo 24 mm, skratka, stvar raste, lahko tudi vidite, nepromotna konformna stvar do leta 54, zaključno do leta 98, ne, ampak potem, ko so začeli ljudje na mnogo stvari, so se gradilo tudi ponudilo in imamo tudi dokumente, ki so bili naši. In ena takih delov, ki smo ga skupaj naredili, s tehničnim prezidentstvom tehnično šolo, kot je zdravstvene družbe bivšimi zaposlenimi na Slava, ki nima toliko pregled o samem Tomosu, kaj pomeni, ampak predvsem klic na pomoč. Zakaj? Ko smo kljub temu rešili pol milijona gradiva, manjko določene sekcije. Celote specialne manjkajo, vide črtov, marsikatera slika manjka, plakete manjkajo, skratka, tudi skili in rekel, odziv kar nekaj posameznikov je prineslo in ugotovilo fond Tomos, ki bo pač na razpolago še našim zanamcem. Hvala lepo.